Sem Eva Bolha, načelnica Zveze tabornikov Slovenije. Po rojstvu izhajam iz Šoštanja, doštudirala pa sem arheologijo. Zdaj res je, sem prva načelnica v zgodovini Zveze tabornikov Slovenije, kar se zelo super sliši. Ampak to ne pomeni, da ženske nismo enakopravne z moškimi pri tabornikih ali pa da predtem ženske niso bile na vodilnih funkcijah. So bile vsekakor, veliko je stvari, ki jih opravljamo, ampak mogoče ni bil še trenutek prav, mogoče nobena ni izbrala poguma, kakorkoli naneslo je, da sem pač jaz tista, ki sem prva prevzela to funkcijo. Seveda, ambicije so velike, smo na eni prelomni točki, ko nismo več majhna organizacija, štejemo skoraj 8000 članov in je potrebno veliko dela vložiti za to, da stvari funkcionirajo, da napredujemo tako po rasti članstva kot delu s prostovoljci, kot po kakovostnem programu. In ravno to sta ene glavne dve točke moje ekipe oziroma Zveze tabornikov Slovenije do leta 2020. Želimo namreč še izboljšati delo z našimi prostovoljci, ker prostovoljci so v bistvu srce organizacije, brez njih v bistvu nas ne bi bilo. In po drugi strani seveda želimo še naprej dobro delati program za mlade, torej kakovosten program, ki ga ponujamo otrokom nekje od 7. leta dalje. Zdaj, taborniški program ima zelo širok spekter. Vse se vrti okoli taborniške metode, torej tega, da smo v naravi, da delujemo v majhnih skupinah, da imamo podporo odraslih, nek simbolni okvir in tako dalje. In v okviru te taborniške metode potem organiziramo naše dejavnosti. Nekaj je program skozi leto, ki ga delajo vodniki s svojim vodom, torej enkrat tedensko ponavadi. Potem imamo vsaj enkrat na mesec ali še bolj pogosteje tudi vikend akcije, kakor jim rečemo, torej različne tekmovanja, orientacije, pa tudi druženja, vesela srečanja za otroke in tako dalje. No in eno v bistvu najtežje ali pa najbolj prestižno tekmovanje v Zvezi tabornikov Slovenije je gotovo republiško orientacijsko tekmovanje, ki se dogaja ta vikend tukaj v okolici Domžal. Namenjeno je 16+, torej starejšim tabornikom. V tem vikendu prehodijo vsak dan kar nekaj kilometrov, začnejo v soboto zjutraj, končajo v nedeljo. Vmes morajo pokazati cel kup veščin, od risanja skic do postavljanja signalnih stolpov, prehoda minske poti. Zvečer si morajo postaviti bivak, skuhati večerjo nad ognjem. Tako da je celotno tekmovanje precej psihofizično naporno, bom rekla. Taborništvo je taka zelo zanimiva dejavnost, ki se ne koncentrira samo na eno področje človekovega razvoja, ampak greš čez cel spekter. Pri mlajših otrocih je glavna metoda igra, dogodivščina. V naravi seveda, ki je naše osnovno okolje, druženje s sovrstniki, nekako delovanje v ekipi. Ko si pa starejši, ko postaneš prostovoljec, začneš prevzemati odgovornosti. In to ni vedno lahko, ampak seveda z delom pripravimo vsakega do tega. Prevzemanje odgovornosti, da znaš komunicirati z ostalimi, da znaš koordinirati, da se znajdeš v vsaki situaciji, vedno iščeš rešitev, ne težave. To pa še marsikaj drugega bi se znalo najti. Taborniki ustvarjamo boljši svet. To je naše geslo. Tega se poskušamo držati, sem prepričana, da to delamo. In želimo si pustiti svet za sabo vsaj malo lepši, kot smo ga prejeli. Tabornikov, tistih, ki imamo, tako rečemo, formalno plačano članarino, ki povemo prisego, si nadavnemo rutico, nas je, kot sem rekla, nekje 8000, ampak tisti, ki so pa taborniki po srcu, ki nekje združujejo ali pa držijo v sebi vrednote, načela taborništva, jih je pa gotovo veliko več. Torej, skrb za naravo, vzgoja mladih, delo z otroki, vse to je taborništvo in bo ostalo taborništvo.